Dobrodošli, dragi popotniki in ljubitelji zgodovine. Moje ime je M. Dachstein in z veseljem vas popeljem skozi čudovit kraj Bistrica ob Sotli. To slikovito naselje, ki ga krasita dve reki, Bistrica in Sotla, je pravi zaklad tako za ljubitelje narave kot kulture. Nekoč znano pod imeni Leskovec in Sveti Peter pod Svetimi gorami, danes postreže z bogato dediščino in gostoljubnostjo, ki se je ohranila skozi stoletja. V Bistrici ob Sotli lahko doživite vse, kar si srce poželi. Če ste navdušeni nad raziskovanjem naravnih lepot in kulturnih spomenikov, boste našli obilico možnosti za odkrivanje. Tisti, ki pa iščete gurmanske užitke in zasluženi oddih, se boste prav tako počutili kot doma. Tu, kjer kmečka gostoljubnost še vedno cveti, vas bodo domačini postregli z lokalnimi dobrotami in z veseljem pokazali znamenitosti, ki pričajo o bogati zgodovini kraja. Arheološki ostanki nam povedo, da so ljudje v tej regiji živeli že v starejši železni dobi. Skozi stoletja se je kraj razvijal, predvsem v srednjem veku, ko je bilo tukaj živahno romarsko središče Svete Gore. Danes pa največ znamenitosti izhaja iz 19. stoletja, ki ga bomo podrobneje raziskali v naši pripovedi. V začetku 19. stoletja je dr. Firbas postavil čudovito nadstropno hišo z baročnim pridihom. Ko se boste sprehodili mimo doktorjeve hiše, vas prosim, da si pozorno gledate kamniti portal, okrašen z motivi spiral. Poleg te znamenite zgradbe se v kraju nahajata tudi Bratuševa hiša, ki žariva tradicionalno arhitekturo z bogato okrašenim portalom, in nekdanja Gabronova gostilna, sedaj sedež občine. Vsaka od teh stavb pripoveduje svojo zgodbo o življenju v Bistrici ob Sotli. Obiskali bomo tudi cerkev Svetega Petra, ki je bila prvič omenjena leta 1275. Poleg te mogočne zgradbe nas bodo zanimale tudi moderne znamenitosti, kot so kamen časti, antipranger, kulturni dom, stara šola in osnovna šola Bistrica ob Sotli, kjer stoji kip Marije Broz, matere Josipa Broza Tita, ki je pogosto obiskoval kraj v času svojega otroštva. Sprehodite se z mano skozi zgodovino in sedanjost tega očarljivega kraja. Pred nami je pot, polna zgodb, kulture in pristnih doživetij, ki jih ponuja Bistrica ob Sotli. Pripravite se na nepozabno popotovanje. Stara kovačija. Stopite v očarljivi svet tradicionalnega kovaštva v kovačiji priznanega mojstra Bojana Kuneja. Tu boste doživeli pristno izkušnjo starodavne obrti, ki je močno zaznamovala življenje naših prednikov. V avtentičnem okolju lahko občudujete bogato zbirko starega kovaškega orodja in spoznate, kako so nekoč kovali različne predmete. Za posebno doživetje lahko po predhodnem dogovoru tudi sami primete za kladivo in si pod strokovnim vodstvom izkušenega kovača izdelate lasten kovan izdelek. Vrhunec obiska predstavlja demonstracija delovanja tradicionalnega kovaškega meha, ki vas bo popeljala stoletje nazaj, v čas, ko je bil poklic kovača eden najpomembnejših v vsaki vasi. Obisk kovačije je edinstvena priložnost za spoznavanje te dragocene kulturne dediščine, ki počasi izginja iz našega vsakdana. Kravaričeva domačija. Več kot 200 let stara Kravaričeva domačija v Kulšperku predstavlja pravi biser ljudskega stavbarstva. Ta čudovito ohranjena lesena hiša, krita s slamo, vas bo očarala svojo pristnostjo in zgodbami, ki jih pripoveduje. Ob vstopu vas najprej pozdravi tradicionalna kvadratna veža, odkoder vodijo poti vse pomembne prostore hiše. V črno kuhinjo, bivalno hišo in spalnico. Posebnost domačije je izvrstno ohranjena notranjost z originalnimi eksponati, ki pričajo o življenju naših prednikov.
Poleg glavne hiše si lahko ogledate tudi skedenj, slamnato streho in lesen svinjak, ki skupaj tvorijo avtentično podobo nekdanje kmetije. Ob hiši stoji znamenita kapelica iz leta 1909, ki priča o ganljivi družinski zgodbi Neže in Jožefa Kravariča, za hišo pa vas bo presenetila lesena skulptura Kravaričevega strica, delo lokalnega umetnika Francija Černelča iz leta 2003. V središču slikovite ravnice na eni izmed najbolj čarobnih točk, vinarstvu in apartmajih Marof. Danes je to prostor miru in udobja, včasih pa srce grajske preskrbe. Že v času kunšperških grofov je bila ta lokacija strateško izbrana kot grajska kašča, žitnica in kozolec. Tukajšnje rodovitne njive, pašniki, sadovnjaki in vinogradi so namreč hranili gospodo iz gradu Königsberg nad dolino. Debeli kamniti zidovi turistične kmetije Marof še danes pričajo o tej zgodovini. V teh časih pa vas gostoljubno vabijo v svoje zavetje zelo udobnih in sodobno arhitekturno opremljenih apartmajev za miren in z naravo povezan oddih. Pravi raj za posameznike in družine. Vsem popotnikom pa nudijo okrepčilo v obliki narezkov iz domačih dobrot ali pa ob barbecue kaminu pod senčno lipo. Degustacija vin je tu prav posebno doživetje, saj vas sam gospodar, enolog in kletar popelje na ogled skozi domačo vinsko klet, na okušanje vrhunskih vin, pridelanih z veliko ljubezmi in strastjo. Vinarstvo Marof ponuja vse, kar potrebujete za popoln urni ali večdnevni oddih. Od hišnega wellnessa za sprostitev v masažni kadi, infrardeči ter finski savni do razvajanja z masažami. Pristen stik z naravo tukaj gost doživlja skozi kopanje v zunanjem montažnem bazenu, ob sončanju na zunanji terasi ali ob vožnji po slikoviti pokrajini, saj izposojajo električna kolesa. Urejeno imajo postajališče za avtodome, PZA, s popolnimi uslugami, kar daje dodaten razlog za postanek na kmetiji. Hkrati je možno koristiti tudi električno polnilnico za avtomobile. Prijazno vabljeni na obisk v živo ali pa na njihovo spletno stran www.marof.net. Sveti Križ, razgledna točka. Ko se peljemo proti vasici Ples, tik ob hrvaški meji, se nam že oddaleč odpira pogled na eno izmed najlepših razglednih točk v celotnem Obsotelju in Hrvaškem Zagorju. Tam, na vzpetini, ponosno stoji podružnična cerkev Svetega Križa, ki je prava arhitekturna in zbirateljska, zgrajena leta 1607, kar je jasno označeno na prekladi stranskega portala, je prava monstrovina preteklosti. Njena pravokutna ladja in tristrano sklenjen obokan prezbiterij pričata o preteklosti, ki je v tem kraju pustila globoke sledi. Vendar pa cerkev ni znana le po svoji arhitekturi, temveč tudi po edinstvenem razgledu, ki ga ponuja. Pri cerkvi Svetega Križa na Vini gori se pred nami razprostira čudovita panorama, ki zajema celotno Obsotelje in se rasti za vse do Hrvaša Vodička. Vam moram povedati, da je ta razgled nekaj, kar ne smete zamuditi. Vsakič, ko stojim na tem mestu, me prevzame občutek miru in povezanosti z naravo. Pogled na nežno valovite griče, posajane z vinogradi in gozdovi, je tako pomirjujoč, da se človek zlahka zaljubi v to krajino. Ob jasnih dneh se pogled rasti za kilometre daleč, razkrivajoč skrite kotičke in čare, ki jih ta čudoviti del Svetega Križa ni le razgledna točka, ampak tudi kraj, kjer se lahko poglobite v zgodovino in kulturo tega območja. Njena preprosta, a hkrati prefinjena arhitektura nam pripoveduje o duhovnem življenju in umetniškem izrazu ljudi, ki so tukaj živeli pred več kot 4 stoletji. Tudi danes cerkev ostaja pomembno versko središče za lokalno prebivalstvo,
ki se tu zbira ob posebnih priložnostih. Vzamete čas, sedite na klopi ob cerkvi, se lahko prepustite razmisleku in občudovanju narave. Morda boste začutili tudi dih zgodovine, ki veje iz tega kraja. In čeprav se cerkev morda zdi preprosta, njena lepota in spokojnost ter čudovit razgled, ki ga ponuja, ustvarjajo nepozabni naprej, si bomo ogledali še mnoge druge zanimivosti, vendar vas povabim, da se tukaj ustavite, zadihate svež zrak in uživate v pogledu, ki ga ponuja Sveti križ. To je kraj, ki vas bo napolnil z energijo in mirom ter vas pripravil na nadaljnje raziskovanje skritih zakladov Bistrice ob Sotli.